Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mesečnik za december 2020. Moje ime je Lili Solum in jaz pravim, končno, yes! Odštevamo. Leto 2020 se končno zaključuje, v tem mesečniku pa bomo pogledali, kako se od njega kar najbolje posloviti. Namreč december bo mesec osebnostne preobrazbe, transformacije, prepoznavanja naše lastne resnice, preden stopimo v leto 2021, ki se ga bomo danes tudi malo dotaknili. To prinaša turbulentne, nestanovitne spremembe, pomeni, da bomo presegali naše lastne meje, ampak o tem sekundico kasneje. Zelo na hitro bi začela takole. Vsi tisti, ki me sprašujete po osebnem svetovanju 1 na 1, ki traja 30 minut in se posveti letu 2021, prvič, ja, lahko seveda se zmenimo za 1 uro, nikjer ne piše v kamnu, da mora biti samo pol, ker gre resnično hitro mimo. Drugič, lahko me vprašate tudi za svojega partnerja, prijatelja, otroke, starše, če vas zanima, kaj jih čaka. Kaj več in kaj vse me lahko vprašate, pa bo na koncu videa, da ne bomo v uvodu predolgi. Torej, december bo čas, ki bo nekako zaobjel celotno leto 2020 in vas bo vprašal, kje so vaše meje? Do kam pustite okolico? Do kam jim dovolite vpliv? Kakšen je ta vpliv? Zdaj smo bili malo več primerov, kot smo sicer. Ne vemo, kako bomo novo leto praznovali. Bomo doma, bomo lahko šli ven, ampak načeloma smo vsi malo več doma. Zdaj imamo mogoče malo več časa razmišljati o teh stvarih in tuhtati. Torej, morebiti bi pogledali kakšen film manj, pa si vzeli kakšno urico zase in se vprašali, kakšen je dejanski vpliv ljudi, ki jih imamo v življenju. Tistih, s katerimi imamo redne stike, tisti, katerim dejansko dopuščamo, da nam povejo svoje mnenje, ali jih poslušamo, jih cenimo. Kakšno je to mnenje? Ali imamo v svoji bližini ljudi, ki nas bolj kot ne vedno kritizirajo? Ali imamo v svoji bližini ljudi, ki nas podpirajo? Ali imamo v svoji bližini ljudi, ki nam povejo svoje mnenje? Ali nam le kimajo? Ali mogoče se vedno, že kar malo iz principa se zdi, kregajo z nami? Torej, kakšna je vaša okolica, kaj vam prinaša in do kam ji vi pustite? Seveda pa me zanima tudi, do kam pa vi sebi dovolite, ko govorimo o pogovoru z drugimi. Če pogledamo zdaj številko 12. Enka je tista, ki je samozavestna, ki je pionir, ki prinaša napredek, ki je ponavadi dominantna, ki je ponavadi aktivna. Dvojka pa je tista, ki rada dela v paru, ki rada prisluhne drugim, ki si mogoče sama ne drzne povedati svojega mnenja, če se ne strinja z nekom drugim. Torej, tale december bo nekako zaobjel, kot sem rekla na začetku, energijo 2020. Bo potreba po napredku, pa vseeno mogoče raje še ne bi 5. proba, da jaz vidim, če si ti to preživel. Torej, tale 12. na koncu leta nam bo pomagala prepoznati našo lastno resnico. Poglejmo leto 2020. Kaj vse se je govorilo, kaj vse se je izvedelo, kaj vse je bilo res, kaj vse ni bilo res. Jaz mislim, da za marsikaj sploh ne bomo nikoli izvedeli. Če pa pogledamo samo leto, zelo nas je nekako ujelo, to je vpliv števila 4, kot seštevek letnice. Zelo nas je postavilo v neke vrste krč in oba ekstrema sta veljavna v tem trenutku. Torej, ja in ne. Po eni strani se bojimo, da bomo kar vsi pomrli, po drugi strani obstajajo taki, ki trdijo, da ni preminulih. Po eni strani je nekaj zelo slabo, po drugi strani je nekaj zelo super. Pravzaprav resnično gre za leto boja med svetlobo in temo, karkoli to je, ker je seštevek 4, ki povezujemo to energijo s fizičnim telesom, ne preseneča, da so se izzivi pojavili ravno na področju fizičnega telesa, torej zdravja našega planeta, in zato, ker govorimo o naši zemljici, ni nič nenavadnega, da se je pač zgodila pandemija. Torej, kaj se lahko iz tega naučimo? Da smo del celote, da ni važno, kako majhen, velik del te celote smo. Smo lahko zdrav ali nezdrav del celote. In tukaj absolutno ne govorim samo o virusu. Poglejte naš planetek. Ne ravnamo z njim ravno najbolje. In smo lahko doprinos slabemu ali doprinos dobremu. Torej, tale 12. kot 12. mesec, kot december, nas bo opominjal na pomembnost nas samih. Pa naj gre za nekaj tako drobnega in na videz nepomembnega, kot je ugašanje luči, kar seveda doprinese okolju. Ko sem jaz odraščala, so nas na to zelo opozarjali. Imam občutek, morda se motim, me dajte v komentarjih popraviti. Mislim, da smo malo izgubili to neko okoljevarstveno ozaveščanje v smislu drobnih stvari. Včasih je bilo treba luči ugašati, zdaj imamo luči prižgane, televizije prižgane, radije prižgane, računalnike prižgane, telefone prižgane, vse povsod nekaj brni. Torej,
Jaz mislim, da letošnje leto nas je bolj kot ne opomnilo, da določene stvari so zdrave, določene niso. Pa če zdaj govorimo o zdravju telesa, če za telo ne bomo skrbeli, seveda se bo to slejko prepoznalo. Torej upam, da ste tekom letošnjega leta razvili kakšno dobro, super zdravo navado, pa ne govorimo o prehrani ali o gibanju, ali morda o malo bolj zdravem načinu čustvovanja in razmišljanja. Kajti v mesecu decembru se bo pokazalo, kje pa mogoče smo se pa vseeno ušteli, ker se vsi kdaj in se tudi še bomo, ampak v tem času bo lažje izkristalizirati resnico vašo. Torej, kaj vi mislite, kaj vi menite, kako se vi počutite. Iz teh ekstremov, ki smo jih bili deležni letos, lahko izluščimo sebe. Torej, dajmo se ukvarjati sami s seboj, ne s tem, kaj drugi pričakujejo od nas, ne s tem, kaj drugi menijo, da bi morali biti, in včasih so za to resnično potrebne ekstremne situacije. In letos smo bili deležni ekstremov. Do tega, da so se nekateri zalagali s 50 kg moke, ker potem očitno se lahko zazidaš in si varen. Do tega, da so se nekateri resnično trudili pomagati starejšim, pomagati tistim, ki so ogroženi, pomagati tistim, ki so se našli v stiski. Vedno je tako, vedno lahko damo od sebe najboljše, v plus ali v minus. Tole zdaj ni mišljeno kot kritika, torej če sodite med tiste, ki ste se šibili pod kilogrami moke, morda je čas, da se naučimo ravnati drugače. In jaz mislim, da pravzaprav ta čas prihaja za nas kot človeštvo. November je bil mojstrski mesec, na nek način je pomagal ozavestiti neke višje resnice, višje vibracije, in jaz upam, da ste se spustili v tistega mojstra, duhovnega mojstra v sebi, ki ga imamo vsi. Vsi vemo, kaj je prav in kaj ni. Vsi, če smo iskreni, če gremo vase, vemo, kdaj smo ga pobiksali, vemo, da bi mogoče kdaj lahko ravnali bolje, vemo, kdaj bi lahko mogoče ravnal drug bolje, to sigurno občutno hitreje občutimo in zaznamo, če bi nekdo do nas se mogel drugače in lepše in bolj pravično in spoštljivo obnašati. Torej, naj bo zdaj le december, obdobje, ko zaključujemo tole leto, ko si vzemimo čas zase, ko se vprašamo nekaj kvalitetnih vprašanj, kot je, kdo sem, kakšna oseba želim biti, kakšno osebo gradim, kakšen sem oziroma kakšna sem, ko si nisem všeč. Letošnje leto, če je kaj pokazalo, je pokazalo drugo plat zgodbe, tiste stvari, ki jih morda ne želimo videti, take reči, ki jih mogoče pri sebi niti ne prepoznamo, pa smo bili presenečeni nad seboj. Vse to je prineslo letošnje leto kot nauk. Da smo del celote, da vse, kar mi počnemo, tudi ustvarja celoto našega življenja, mozaika našega življenja, da se vsi kdaj zmotimo in da je pomembno, da se na napakah učimo. Torej, ko zaključujemo zdaj le december, si vzemimo čas za kakšno vprašanja, ki so malo bolj povezana že z naslednjim letom, predvsem pa s preteklim letom. Torej, če se strinjate, jaz bi zdaj kar začela, če nimate kulija, papirja, nekaj zapisati, mogoče boste vstavili video, mogoče boste prišli nazaj, kakorkoli. Jaz bi zdaj zaključila takole. Resnica je že res, da je samo ena. Ampak ena resnica je vaša, ena resnica je moja, ena resnica je takšna, ki je veljala 20, 30, 50 let nazaj. Neka druga resnica bo veljala čez 10, 20, 50 let. Razmere življenja so se spremenile, svet se je spremenil, stopamo v leto, ki bo prineslo veliko sprememb. Ko bomo priča nihanju, ko bomo priča pokanju po šivih, ampak govorim o temu, o tej energiji, ki prinaša svobodo. O energiji, ki prinaša preseganje omejitev. Torej, če kaj lahko pričakujemo v naslednjem letu dobrega, je to, da bomo presegli lastne omejitve, ki jih moramo seveda prvo spoznati. Dobro je, da vemo, kje mi sami sebe omejujemo, mi sami sebe sabotiramo, morda mi sami sebe nimamo dovolj radi. Mnogokrat se zgodi, da nam nekdo reče, o temu si ful v redu, to si ful dobro naredil, pa se nam kar zdi, ta oseba je samo prijazna. Mnogokrat se zgodi tudi obratno, da sami verjamemo, da smo ful cool, da vse ful znamo, pa mogoče tudi ni res. Veliko se govori o narcisih, veliko se govori o čustvenih vampirjih, tega je bilo v letošnjem letu ogromno, ta proces se je pričel leta 2016, o tem smo pisali v reviji Ona tudi že 2015, torej smo v nekem večjem procesu človeštva, iz katerega lahko izluščimo svetlobo in jaz upam, da predvsem izluščimo sebe. Zato mene zanima, kdo ste vi.
Kdo ste bili v letošnjem letu? A ste zadovoljni s seboj? Ste zadovoljni s svojimi lastnimi reakcijami na stresne situacije? Ste zadovoljni s svojimi lastnimi reakcijami do tistih, ki jih morda niste razumeli? Ni važno, ali menite, da je virus nevaren ali ne. Ni važno. Važno je, kako smo se odzivali na tiste, ki so bili preplašeni. Nočem reči, da vaše mnenje ni važno, ampak vprašanje, ki ga postavljam, je, kako ste se odzivali na tiste, ki se z vami niso strinjali. Kako ste se odzivali na tiste, ki so mogoče celo vaše mišljenje in mnenje pretestirali, vas provocirali. Kako ste se odzivali sami nase? V končni fazi bom rekla, zelo mi je zanimivo, kako je nekaterim tale karantena težka. Nekako si mislimo, da smo doma s svojimi najbližjimi, s svojimi najljubšimi, da živimo s partnerji, ki jih imamo radi, v okolju, ki ga sami ustvarjamo, saj je naš dom in v bistvu doma bi nam bilo lepo. Velikokrat temu ni tako. Velikokrat govorimo tudi o nasilju v družini, govorimo o osamljenosti, govorimo o ljudeh, ki morda nimajo partnerja in otrok, torej marsikaj se je v letošnjem letu pokazalo. V temule decembru bi si želela, da ne glede na to, ali bomo praznovali na polno ali ne, se spomnimo, da praznični občutek se pravzaprav začne z nami samimi, v našem srčku, z našimi najljubšimi doma. Ne glede na to, ali bomo praznovali v širšem krogu, v ožjem krogu, prazničnost se prične z nami, ne z neznanci v diskaču. Seveda lahko praznujemo na različne načine, absolutno si želim, da bo december prinesel olajšanje, da bo prinesel že prve te občutke svobode in neomejenosti, ki jih leto 2021 prinaša. Vseeno pa si želim tudi, da bomo ob koncu meseca ali tekom meseca pogledali v sebe in se vprašali, ali smo zadovoljni s seboj, ali smo ponosni nase. Kaj bomo spremenili v naslednjem letu? Kaj bi naredili morda drugače? Zakaj pa smo resnično ponosni, da smo tako spremenili, tako dosegli, tako razmišljali, tako se odzvali, kot smo se? Kajti mogoče zdaj zvenim kritično in to ni moj namen. Želela bi si, da bi vsak sebe ob koncu leta pohvalil za vse tisto dobro, ki ga je naredil, tudi za vse tisto naporno, iz katerega je ven potegnil nek nauk, neko učenje, nekaj, kar je dvignilo samo kvaliteto nas kot osebe in življenja okoli nas. Kajti smo del celote, smo del nekega večjega bitja, ki mu rečemo Mati Zemlja. Torej, če pogledamo zdaj za nazaj, kaj smo si zadali za leto 2020 in kaj morda nismo uspeli doseči v letu 2020, ali lahko te cilje prenesemo naprej? Ali so ti cilji še vedno pomembni? Katere stvari, ki so nam bile 10 let nazaj morda tako zelo ključne v življenju, sedaj nimajo več istega pomena? In katere stvari morda po temule turbulentnemu letu so dobile nek drugačen predznak, večjo veljavo, večje spoštovanje? In jaz upam, res upam, da ste tukaj vmes napisali zdaj tudi sebe, ker absolutno si zaslužite vso veljavo in spoštovanje in na prvem mestu je prav, da si ga podarite sami. Torej, ko bomo pisali cilje za leto 2021, jaz upam, da bodo v njemu tem spisku taki cilji, ki bodo odpičeni. Kajti drugo leto, če zdaj malo pokukamo naprej, prinaša vse tisto, kar se nam zdi nemogoče. Prinaša eno veliko migracijo v online svet, že zdaj je vse bolj kot ne virtualno. To nam prinaša večjo globalno povezanost, pa po vsej verjetnosti večjo lokalno odtujenost. Torej, če se le da, tudi ob koncu leta, bom rekla, ne glede na ukrepe, bodimo tisti, ki se povezujemo med seboj. Kupujte darila lokalno, kupujte darila pri tistih, ki so mogoče tekom karantene prvega, drugega vala bili zaprti, bili prisiljeni v to, da so doma. Dajmo biti solidarni, dajmo biti samo oskrbni na koncu dneva, bom rekla. Torej, pisati cilje in pri teh ciljih upoštevati spremembe, nihanja, tudi negotovost. In se zaveda, da v naslednjem letu določene stvari, ki se bodo zgodile, bodo resnično bežne, ne bodo tako zelo globoke, kot se zdijo te spremembe letos. Te spremembe, ki so se letos dogajale, bodo ostale z nami kar nekaj časa. Torej, če se v pričetku leta zgodi nekaj takega, kar vam sicer ni po godu, se dajte potolažiti s tem, da mora biti ne bo trajno, po drugi strani pa ujemite ta val. Česa se bojite? Česa ste se bali kot otrok? Kaj vi menite, da vi pa nikakor ne bi mogli preseči?
Kaj vi menite, da je nemogoče? Kaj vi vidite kot nedosegljivo? Če pogledamo 50-60 let nazaj, če bi nekomu razlagali, svoji babici, prababici, da boste nekoč gledali v eno tako majhno črno škatlico in boste videli človeka z drugega konca sveta in se boste s tem človekom lahko pogovarjali, bi se vam verjetno smejali. Tako, tisto, kar se nam zdaj zdi skrajno nemogoče, se nam bodo čez 20-30 let smejali, kako smo bili zaostali. Torej, kdo bi vi bili, če bi bilo vse, ampak res vse mogoče? Kajti, če vam kaj lahko zagotovim, je to, da se nam še sanja nekaj vse mogoče in da v bistvu nihče izmed nas v resnici ne ve, v kakšno leto gremo, kakšne bodo te spremembe in česa vsega smo pravzaprav zmožni. Ko smo v ekstremnih situacijah, se to pokaže, naša trpežnost, bom rekla, naša razsežnost in ravno v obdobje novih razsežnosti stopamo. Torej, najboljši napotek za december je, da prepoznavamo svojo resnico, naše vrednote, našo korektnost, da nekako okrepimo našo lastno integriteto. Torej, ne glede na celotno leto, ne glede na pritiske, jaz verjamem, da vsem nam ni vedno uspelo biti najbolj prijazni in sočutni, najbolj sladki, kakršenkoli pridevnik želite, ga lahko ustavite tukaj noter. Pomembno je, da znamo prepoznati tudi naše slabše ravnanje, da se iz njega naučimo in gremo potem malo drugače naprej. In december 2020 nam bo ponudil več kot dovolj situacij, v katerih bo nekaj pritiskalo na naše gumbe, nam bo šlo nekaj zelo na živce, bomo razdraženi, bomo imeli občutek, da smo opeharjeni, da smo prikrajšani za nekaj, da smo ujeti. Se pravi, še zadnji tisti neki, da po domače rečem, rukerji leta 2020 se bodo pokazali, bodo izkristalizirali, ta beseda mi danes dela resnične probleme, pardon. Torej, vi pa ste vi. In vi ste se rodili zato, da ste vi. In če smo tekom letošnjega leta malo pozabili, kdo smo, če smo sami sebe presenetili z neko svojo lastno temo ali pa preteklostjo, ali pa mogoče smo se zapletli v neke odnose, situacije, izzive, ki niso nam podobni, na katere nismo ponosni, potem je mogoče zdaj čas, da rečemo: dovolj, ne grem se tega več, želim si spremembe. In hop! Tukaj zdaj ujamemo leto 2021. Kaj je ta sprememba? Česa si želite? Kajti nekaj, kar bomo pa zelo težko ohranjali v naslednjem letu, pa je fokus. Torej, zadajmo si cilje zdaj. Postavimo neko smer, kam si želimo iti naslednje leto. Zdaj. Uporabimo zdaj energijo tele enkice v 12, ki je tako kot puščica. Kam se boste usmerili? In potem te dvojkice, kdo bo šel z vami. Kakšne osebe si želite s seboj, kakšne osebe si želite ob sebi, kakšne osebe želite spoznati in predvsem, kakšne osebe želite biti vi, do sebe in do drugih. Ne pozabimo, da daleč najbolj pomemben odnos, ki ga gojimo prav vsak trenutek svojega življenja, je odnos, ki ga gojimo do sebe. Samo sami s seboj smo od trenutka rojstva do trenutka smrti, vse ostale osebe so tako ali drugače mimo bežne, kakorkoli se to čudno sliši. Torej, kakšna oseba ste tudi sami do sebe? Kakšen je vaš odnos do sebe? Ali ste trdni, imate vrednote postavljene, takšne kot so, ali jih zelo spreminjate, se prilagajate in vse to, kar smo povedali že na začetku mesečnika. Jaz vem, da sem povedala veliko nekih vprašanj, tukaj mogoče tudi malo izhajam iz mojega letnega vodnika, ki ima vedno na koncu vsakega meseca, se pravi vsake mesečne napovedi, tudi vprašanja. Tako da mogoče bi malo plonkala, pa poglejmo, kaj bom zdajle odprla. No. Opišite sebe kot mojstra. To se mi zdi taka čudovita neka vaja. In izrazite sebe, občutite, pojdite plesati, objemite drevo, smejte se, zjokajte, če je potrebno. Ničesar ne zadržujte v sebi. Kaj bi želeli izraziti in česa ne želite več tlačiti? To se mi zdi taka čudovita vaja, ki nam bo lahko tekom meseca decembra zelo pomagala pri tem, da prepoznamo, kdo smo bili in kdo ne želimo biti več. In ne obsojajte osebe, ki se je mogoče kdaj zmotila, kajti vsi smo se. Če lahko si sposodim eno prispodobo, metulj se ne sramuje gosenice, ki je nekoč bil, ker je to naravni proces življenja. Torej vse, kar smo kadarkoli ga pobiksali, dajmo sprejeti kot del sebe, kot del učnega procesa in naj to velja tudi za druge.
vsi smo le ljudje. Pa ni pomembno, ali smo slavni, ali smo običajni, ni pomembno, smo moški, smo ženska, smo mladi, smo stari. Nobeno merilo tukaj ni pomembno. Vsi smo ljudje, vsi smo kdaj preplašeni, vsi ga kdaj pobiksamo, vsi se kdaj zmotimo, vsi imamo kdaj slab dan, vsi imamo kdaj dober dan, vsi smo kdaj nefrišno zaljubljeni, pa zato se pozabimo, pa zmešamo, vsi smo kdaj žalostni ob izgubi in zato pozabimo, pa zmešamo, vsi smo kdaj mogoče preveč hladni, preveč topli, preveč to, preveč uno. Vsi. Torej, stopimo v novo leto z neko strpnostjo do drugačnosti, strpnostjo do drugih in tudi do sebe. In prej sem obljubila, da bom povedala malo več, kaj mi lahko v svetovanju vprašate. To bom naredila posebej še en posnetek, torej dajmo pogledati. Pripravimo se skupaj na leto 2021. Med vami je mnogo takih, ki se z numerologijo srečujete prvič, seveda zato nimate najboljše predstave, kaj vse to video srečanje zajema. Najprej bi se posvetila temu svetovanju, ki ga imamo preko kamere, in potem še tale naša knjižica, vodnik po letu 2021, ki pa je z vami celo leto in ima noter mesečne napovedi in vaje za vas. Torej, prvo vprašanje. Sprašujete me, ali je pol ure dovolj, oziroma če lahko zakupite 1 uro. Jaz mislim, da je pol ure za začetek dovolj. Če imate konkretna vprašanja in če smo zelo učinkoviti, običajno kar spravimo vse pod streho. Če pa bi se zgodilo, da bi zmanjkalo časa, pa seveda si potem lahko pol ure dokupite. Sprašujete me, ali lahko vprašate za drugo osebo. Recimo z vašega partnerja, za svoje otroke, za svoje starše. Seveda. Zelo pomembna informacija je, v kakšno leto greste vi in vaš partner. Velikokrat se namreč zgodi, da ena oseba potrebuje več pozornosti, več komunikacije, več bližine, druga oseba pa mogoče odmik. Jaz se rada pošalim, rečem ženske, ko rabimo mir, meditiramo, beremo knjige, svečke prižigamo, smo v banji, moški, ko rabijo mir, grejo na pier s frendi gledati fuzbal. Pač smo si različni. V odnosu pa kaj se zgodi? Velikokrat potem oktobra, novembra pride do hujših trenj, pridete k meni in potem se izkaže, da gre samo za obdobje. Torej to lahko prehitimo. Če vi zdaj le veste, da greste v čas, v katerem s partnerjem ne boste imeli podobnih potreb, podobnega obdobja, se lahko na to pripravite že januarja in se temu v celoti izognete. Tako da lahko vprašate za nekoga drugega. Potem, numerologija ni šlaganje in potem mi rečete, ne vem, kaj vas sploh lahko vprašam. Če nimate vprašanj, nič hudega, jaz vam zmeri ful veliko zapovedati, številke imajo zmeri ful veliko zapovedati. Če pa imate vprašanje, pa seveda, če ne bom mogla odgovoriti, vam bom to povedala. Torej, ne moram vam reči, 15. marca ob 12. uri bo prijahal princ na belem konju. Konj bo mal blaten, ampak lahko pa vam povem, ali stopate v obdobje, ki dejansko podpira pričetek nove resne zveze, ali mogoče čakate nekoga, ki bo prišel iz preteklosti, pa je mogoče treba to zaključiti. Torej, lahko predvidimo, če zdaj gledamo leto 2021 kot leto sprememb, na katerem področju bodo te spremembe najbolj prisotne in kar se mi zdi v danem trenutku še bolj pomembno, kje bodo trajne. Vsi gremo v leto sprememb, vsi gremo v leto nihanj. Večina teh sprememb ne bo ključnih, ne bo življenjskih, ne bo trajnih. Torej, dragocena informacija je, ali se vam osebno nekako obetajo spremembe na področju posla, ali ljubezni, ali zdravja, ali izobraževanja. Torej, kje so tiste spremembe, ki pa bodo ostale z vami? Kajti, česar si ne želim, je to, da zdaj le rečem, ok, potolažite se, če vam nekaj ni všeč, po vsej verjetnosti ne bo tako ostalo, da boste zbrali točno tisto, kjer bi pa mogli biti vztrajni. Da mogoče tam, kjer bi pa mogli malo stisniti zobe, boste rekli, se je Lili rekla, da to je vse sam nekaj v prolazu, to bo minilo. Čisto vse ne bo samo v prolazu. Zato, če smo skupaj in lahko pogledamo vaše karmične zapise, vaša mojstrska števila, če so, vaša osebna števila, bom jaz točno vedela, kje lekcije v življenju vi predelujete, zakaj se vam nekaj ponavlja in kako bi se to lahko odražalo v letu 2021. Se pravi, kjeri izzivi, kjeri težave in kjeri blagoslovi, kjeri poti se bodo odpirale. Torej, to je resnično samo za vas in ker vas imam na drugi strani kamere, bom točno videla, kakšen bo izraz na vašem obrazu, kje je mogoče malo bolj povrtati, pa malo bolj ustrajati, pa kaj tudi ponoviti. Tisti, ki ste že bili pri meni, veste, kako to izgleda, kako se ne pustimo odgnati včasih, kje pa mogoče vam je že vse jasno, pa zato ne rabim razlagati večkrat. Jaz tudi vedno na začetku svetovanja rečem, če pričnem nekaj govoriti, kar vas ne zanima, me dajte ustaviti, pa povejte, da vas zanima nekaj drugega. Torej,
Video svetovanje poteka načeloma pol urce, lahko vprašate za druge ljudi, fajn je, če imate svoje vprašanja, če jih nimate nič hudega. Opozorila bi pa še na to, da kar je gužva in da kar malo je za počakati. Prvo svetovanje so velikokrat že ob 6. zjutraj, zadnje svetovanje tudi ob 10. zvečer. Torej jaz se trudim čim hitreje, vas čim več vzeti, ampak imam v tem trenutku resnično veliko dela, tudi pisnih analiz, tudi drugih obveznosti, tako da ravno čez noč pa v 2-3 dneh ne bo šlo, ampak jaz se trudim, ok? In potem je še tale osebni vodnik, to pa je knjižica, v kateri noter je zajeta splošna napoved leta 2021, razlaga vašega osebnega numerološkega leta, se pravi, v kakšno leto greste, kje so prednosti, kje so slabosti, kdaj se vam obetajo prelomnice, katera barva, kateri kristal vas podpirata, se pravi, vse take stvari, ki bodo vam tekom leta vedno znova lahko prišle prav. Moja želja je, da je tale knjižica z vami celo leto, da si jo večkrat preberete, da kadarkoli ste v stiski ali pa kadarkoli se vam obeta nekaj dobrega, pogledate, tako lahko to še izboljšam. Se pravi, kaj so tiste stvari, ki lahko vam v naslednjem letu prinesejo neko lažjo ali pa bolj razločno pot. Potem so naprej še mesečniki, se pravi, za vsak mesec dobite napisano, kaj za vaše osebno leto ta mesec prinaša, kje so nagrade, kje so izzivi, česa se učite in na koncu je še delo za dušo. Po vsakem mesecu. Se pravi, to pa so vaje, afirmacije, to so včasih tudi določene misli, ki vas bodo tako ali drugače spodbudile k delu, definitivno pa so zraven vprašanja, torej temu bi lahko rekli tudi delovni zvezek. Tako januarja si zadamo nekaj ciljev na vseh področjih življenja, večkrat se k tem ciljem vrnemo, večkrat s temi cilji potem tudi delamo in jih nadgradujemo. Vmes pa so vprašanja, ki so vezana točno na mesec in na obdobje, v katero vi stopate, torej glede na letnico 2021 in na te spremembe, ki se nam obetajo. Čisto na koncu vodnika je še formula za izračun osebnega leta in kratek odpis 1 do 9, se pravi, če vas bo zanimalo, v kakšno leto stopa vaš otrok, vaši starši, vaš partner, boste zračunali in si boste lahko na kratko, splošno prebrali, kaj to leto njim prinaša. Torej, kot rečeno, moja želja je, da je tale knjižica z vami celo leto, da jo vsak mesec izpolnjujete, če se le da na začetku leta zapišete odgovore in potem še enkrat na koncu meseca preberete, ne leta. Torej, to je neka taka, jaz sem tem vodnikom najprej rekla popotniki, želim si, da bi bil to nek zemljevid po letu 2021 za vas, pa ne samo napovedi, ampak tudi dela na sebi. Vsa ta turbulentna leta, ki jih imamo zdaj le za seboj in pred seboj, prinašajo eno močno osebno transformacijo in moja želja je, da bi vam na tej poti pomagale tako ali drugače, torej ali preko videoklica, ali preko tega, ali preko nenazadnje vodil in stvari, ki jih vsak dan objavljam z veliko ljubezni in z veliko svetlobe, upam za vas. Tako da, če vam lahko kakorkoli drugače še pomagam, če imate pa kakšno idejo, kaj vse bi pa lahko še zraven pripravila, bom pa tudi vesela vaših predlogov. Torej, dragi moji, dajmo se skupaj pripraviti na tole leto 2021, ki bo nestanovitno, ne bo pa nujno slabo.